Sledeči program je bil posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Poglejte me za sekundo, hočem vam nekaj povedati. Bog sliši vsako besedo, ki jo izrečemo. Koliko naših problemov so povzročile naše besede? Ali resnično poslušate to, kar izrečete? Ali poslušate to, kar ljudje rečejo? V zadnjih letih sem precej intenzivno študirala to področje in pisala o tem, tako da sem se veliko bolj posvečala temu, kar ljudje izrečejo. Ena stvar, ki jo neprestano slišim od ljudi, je, da me na smrt ljubijo. No, to je nekaj takšnega, jaz bi v bistvu raje slišala, da me ljubijo živo. Zakaj smo mi tako navdušeni nad izrazi? Kot so, smejal sem se do smrti. Na smrt te ljubim, povem ti, to me je skoraj ubilo. Ne bi nam bilo potrebno govoriti tako o tem. Če verjamemo, da so naše besede pomembne, potem moramo biti nanje pozorni. Poglejmo v 3. Mojzesovo knjigo 21, 4. do 7. vrstica. S svojim govorjenjem hočem narisati Bogu na smeh, a vi tudi? Odpravili so se od gore Hor po poti k Trstičnemu morju, da bi obšli Edomsko deželo. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti. Bili so depresivni in razočarani nad preizkušnjo na poti. Tudi mi postanemo razočarani v preizkušnjah. Preizkušnje naš čustva preplavijo. Ko govorite prave stvari, je to eden izmed načinov, da se v življenju vzravnate in poberete. Kar izrečete o preizkušnji, eden izmed najbolj pomembnih stvari v vašem življenju. Ljudstvo je govorilo proti Bogu in Mojzesu. Zakaj ste nas izpeljali iz Egipta, da umremo v puščavi, saj tu ni ne kruha, ne voda in ta borna jed se nam že gabi. Prezirali so to čudežno, lahko mano. Vendar, kako so bili oni navdušeni, ko je mana prvič padla na tla? Poglejte, kaj se godi. Hrana dežuje z neba. To je nekaj čudovitega. Mi bi se morali čuditi neprestano. Ne pa se začuditi samo za nekaj trenutkov, ko Bog stori nekaj čudovitega. Morali bi se neprestano čuditi velikim stvarem, ki jih Bog napravi. Bolj ko se čudite, več upanja imate. Ljudje so govorili proti Bogu in proti Mojzesu, da sovražijo ta kruh in da niso srečni. Poglejte, kaj se je zgodilo. Tedaj Gospod poslal med ljudstvo strupene kače, pikale so ljudi in mnogo iz Izraela je umrlo. Ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli, grešili smo. No, ali smo mi lahko malo bolj modri od njih? Ali res moramo čakati tako dolgo, dokler nas kače ne pičijo in imamo vsake vrste problema v našem življenju? Ker odpiramo vrata v našem življenju z mrmranjem, godrnjanjem, namesto da bi slavili Boga in se mu zahvaljevali? Dajte no, hočem videti vaš nasmeh. Ljudje so prišli do Mojzesa in so rekli, grešili smo, ker smo govorili proti Gospodu in proti tebi, Mojzes. Prosi za nas Gospoda, da bo odvzel kače od nas. Tako je Mojzes molil za ljudstvo. In Bog je seveda iznašel pot do odrešitve, kakor on vedno poskrbi. Vsakeč, ko se v iskrenosti ozremo na Boga, začne delati to, kar on hoče, da storimo in blagoslov se vrne. Ko se odvrnemo od Boga in delujemo nasproti njegovim principom, odpremo vrata sovražniku, da vstopi. Resnično mislim, da ima Svetopismo samo eno sporočilo, povedano na 100 različnih načinov. Delaj to, kar ti pravim in boš blagoslovljen. Ne stori tega, kar ti pravim, in boš imel probleme. Saj ni tako težko, a ne? Pred tabo sem postavil življenje ali smrt. Izberi življenje, da boš ti in tvoji potomci lahko živeli. Spominjam se, ko sem prvič videla te stvari v svetu, da so me popolnoma presenetile. Ko sem se naučila tole o godrnjanju, sem bila tako presenečenja. Joj, sem si mislila, če bi vsi ljudje na svetu to vedeli.
Ta pripoved, ki jo beremo v 4. Mojzesovi knjigi, je ponovljena v prvem pismu Korinčanom. Da bi razumeli nevarnost mrmranja, godrnjanja in pritoževanja. Napotimo se k 8. vrstici. Ne zadovoljujte se s hudobnimi željami in se ne vdajete razvratu, kakor so storili nekateri izmed njih. On smatra njihovo godrnjanje za nemoralnost. Kakor so storili nekateri in jih je padlo v enem dnevu 23 000. Ne preizkušamo Gospoda, njegove potrpežljivosti, da bi ostali na preizkušnji. Niti ga ne moremo kritično ocenjevati in izrabljati njegove dobrote. Kakor so ga nekateri izmed njih preizkusili in so jih pomorile kače. Tudi ne godrnjajte, kot so prav tako nekateri izmed njih godrnjali in jih je pomoril pokončevalec. Te stvari so se dogodile po nekom, ki je deloval kakor primer in svarilo. Te stvari so bile zapisane v naš opomin, da nas pripravijo k pravim dejanjem. Bog je vame vsadil sveti strah proti pritoževanju. In vsake toliko časa se hočem na to spomniti. Včasih odprem takšna besedila v pismu Filipljanom in jih samo preberem. Ne mrmrajte, godrnjajte ali se pritožujte. Nato se napotim k 4. Mojzesovi knjigi in nato še k 1. pismu Korinčanom. Kajti za nas je zelo lahko pozabiti, kako dober je bil Bog do nas in začnemo mrmrati, se pritoževati in godrnjati o stvarih, ko se v resnici nimamo kaj za pritoževati. Amen. Kaj pravite o Gospodu? Psalm 91, 1-2 govori: Kdor stanuje v zavetju najvišjega, kdor prenočuje v senci mogočnega, bo ostal stanoviten in močen. Rekla bom Gospodu: moje zatočišče in moja trdnjava, moj Bog, ki vanj zaupam, nanj se naslonim in položim svoje zaupanje. Kaj pa vi pravite o Gospodu? Vi veste, da v Malakiju je Bog zelo resno opozoril nekatere ljudi, ker ne govorite pravih stvari o meni. Kajti vi pravite, da ni koristno služiti Bogu in od tega ni nobene koristi. In to so bili ljudje, po katerih je Bog deloval, vendar pa se sedaj zdi, da za njih Bog ni bil dovolj hiter in so postali godrnjavi. To ni nič dobrega, nič ne koristi, zvestem bil dajanju desetine in še vedno se ni zgodilo nič dobrega. Kar bi morali reči je, dajati je privilegij. Bog, jaz bom to hranil do konca življenja, pa če tudi nikoli ne bom videl od tega sadov. Ko pridete do te točke, potem boste videli rezultate. Ne verjamem, da bi morali storiti prave stvari, da bi videli rezultate. Mislim, da bi morali napraviti prave stvari, ker je tako prav. Ko je tvoje srce pravo in opravljate prave stvari zato, ker so prave, potem boste prav gotovo prejeli tudi prave rezultate ob pravem času. Ne mojem času ali tvojem času, ampak ob pravem času. In kar moramo mi storiti, medtem ko čakamo? Da se ne pritožujemo. Še vedno se moramo zahvaljevati Bogu. Zahvaljevati se, da Bog deluje v našem življenju. Bog, hvala ti, da deluješ v mojem življenju. Ali veste, da ima Bog knjigo spominov, kakor nam pravi prerok Malakija? On posluša, medtem ko ljudje govorijo in si zapiše poljubne pogovore. Malakija 3. Kaj pa ste govorili danes med kosilom? Zelo verjetno, da ste se lepo obnašali, še posebej, ker ste bili na mojem prejšnjem predavanju. Ampak kaj pa med kosilom pred enim tednom? Malakija 3:13. Vaše besede proti meni so predrzne, govori Gospod nad vojskami. Vi pa pravite, kaj smo vendar govorili proti tebi? Pravili ste, prazno je služiti Bogu. Kakšen je dobiček od tega, da izpolnjujemo njegove zapovedi in hodimo s pokorni obleki pred Gospodom nad vojskami? In na to 16. vrstici pravi, tako so govorili tisti, ki se bojijo Boga, vsak svojim bližnjim. Ali veste, da ljudje, ki se bojijo Boga, govorijo drugače, kakor oni, ki se ga ne bojijo? Samo poglejte me za sekundo, hočem vam nekaj povedati. Bog sliši vsako besedo, ki jo izrečemo.
Pravzaprav Bog ve, kaj bomo izrekli, ko še beseda ni na naših ustnicah. On ve za vse, kar se dogaja za zaprtimi vrati. Spominjam se poteka, skozi katerega sem šla na delovnem mestu duhovne službe, ko sem čutila, da ne ravnajo prav z menoj. In kakor mnogi ljudje, ki so tam delali, je bilo veliko mrmranja, godrnjanja in obrekovanja za zavesami. Bog je deloval name in sem končala s tem. Naučila sem se, da je to napak. Vendar sem še vedno govorila doma Davidu o teh in onih stvarih. O, ne moreš verjeti, kaj se mi je zgodilo, ne boš verjel, kaj je tali ali oni ali nekdo drug rekel. Vendar me je Gospod pospremil k nekoliko globljemu razumevanju in mi rekel, ni pomembno, komu govoriš, vendar so besede tiste, ki povzročajo škodo. Nekateri ljudje to razumejo. Dobro, zagotovo lahko govorim komu v družini. Dobro, ali je bolj pravično, če se pritožujete družinskemu članu, kot da bi se pritoževali komu na delu? Vi lahko govorite komu hočete, vendar vam jaz povem, da je boljše za vas, če najdete kaj bolj dostojnega zapovedati, če hočete, da boste našli blagoslov. In veste kaj? Obstaja pozitiven način govorjenja o naših problemih. Lahko se naučimo reči. Veš, tole sploh ni tako preprosto zame in je preizkušnja. Vendar verjamem, da je Bog na delu in verjamem, da ima nek namen v vsem, kar počne in veste, jaz hočem to premagati in ohraniti pravo držo ter gledati, kaj bo storil Bog. Nočem se pritoževati in ostati tam, kjer sem. Hočem slaviti in ohraniti in napredovati. Ob polnoči, ko sta Pavel in Sila bila v zaporu, se nista pritoževala, ampak sta slavila Boga. In verjetno nista pričakovala, da se bodo o polnoči vrata zapora na široko odprla. Čisto naravno je, da sta pričakovala, prepozno je že zato, vkljub temu pa lahko vso noč hvaliva Gospoda. In ob tem sta doživela nov izhod. Verjamem, da bi nekoliko manj pritoževanja in veliko več slavljenja prineslo veliko več aktivnosti v naša življenja. Ti, ki se bojijo Gospoda, pogosto govorijo eden drugemu in Gospod je prisluhnil in slišal. Tako govori Malahija 3:16. Pred njim je bila napisana spominska knjiga za tiste, ki se bojijo Boga in spoštujejo njegovo ime. Ali ni to čudovito? V vseh stvareh se zahvaljujte, kajti to je Božja volja za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. V vseh stvarih. Naučiti se moramo, kako prav govoriti. Veste, prebivam v različnih hotelih in lahko vam povem, da bi se lahko pritoževala skoraj nad vsakim. Ko sem resnično utrujena, je edina stvar, ki jo želim, da si privoščim toplo kopel. Včeraj smo prišli v ta hotel in ni bilo tople vode. Hvaljen bodi Gospod. Tako smo se pregovarjali okrog tega vprašanja, klicali smo nekoga, da bi nam to popravil, seveda preden je on prišel, je pretekla tudi topla voda. Tako smo ga morali ponovno klicati, naj ne pride. Lahko vam povem, kolikokrat ključi ne odklenejo sobe in moram sedeti na hodniku, potem ko sem ves večer predavala in čakati, da pridejo. Zdi se skoraj kot kakšna šala, kot igra. To je nekaj takšnega kot, vem, kaj načrtuješ, hudič, ti me ne boš dobil, ostala bom vesela. Prav tu bom sedela in ostala vesela. To je nekaj, kar moramo storiti z namenom. To ni nekaj, da bi delovali iz svojih čustev. Vsakdo mora v življenju storiti stvari, ki jih nima rad in niso udobne. Vsakdo. Mogoče boste celo danes doživeli nekaj, kar nimate radi. In čeprav ste slišali moje nasvete, boste skušani, da bi mrmrali. Jaz vam pravim, da namesto tega odprete svoje usta in rečete, Bog, razumel sem, ta preizkus hočem opraviti. Ta preizkus hočem opraviti, ker ga nočem še enkrat in vedno znova ponavljati. Zagotovo so ljudje v tej dvorani, ki so si napravili veliko škodo v svojem življenju. Prepričana sem. Če ste odkriti sami seboj. Ne pravim, da si tega ne morete popraviti, kajti lahko, vendar ste si napravili veliko škode v vaših odnosih,
v vašem življenju, ko ste izgubili prijatelje, zveze, izgubili ste delo, ker enostavno niste nadzorovali svojih besed in sedaj je čas, da se spreobrnete. Vsakemu je lahko odpuščeno, ko enkrat spozna svojo krivdo in jo razume. Povedala vam bom resnico. Nekoliko nevarno je prihajati na takšna srečanja. Rekli boste, zakaj? Zato, ker dokler ste nevedni, dobite drugačne milosti od tistih, ki imajo polno vednost in kljub temu vztrajate v starem. Ta, ki ve, kaj je prav in tega ne stori, je to greh. Greh. Torej ste poprej bili še v nekakšni nejasnosti, kot v megli na tem področju. No, dobro, niti se mi ni zdelo, da bi to lahko bil takšen problem. Jaz vam povem, da je to velik problem. Zelo velik problem. Problem številka 1. Veste, včasih gledamo za vse te velike demone v svojem življenju. Ta hudič in oni hudič. Povem vam, da boste doživeli ogromen preobrat v svojem življenju, samo če se ne boste več pritoževali. Začnimo s postom. Začnimo s postom pritoževanja. Postavimo 30-dnevni post in se nič več ne pritožujemo. Dobili bomo nove navade. Govori se, da v 21 do 30 dnevih pridobi človek novo navado. Kaj pa o postu besed? Kaj pa o postu pritoževanja? Napravili boste napake. Tudi jaz bom napravila napako. Vendar Bog je tako dober. Recimo, Bog, žal mi je, pomagaj mi. Na poti sem, da bi poravnala svoje besede s tvojimi. Pomagaj mi, Bog. Svojo stražo postavi pred moje usta, tako da ne bom več s svojim jezikom toliko grešila zoper tebe. Pomagaj mi, Bog. Dopusti, da besede mojih ust in premišljevanje mojega srca postanejo sprejemljiva zate. Nadvse pa, moj Gospod, mi pomagaj, da se ne pritožujem in godrnjam več, ampak da sem hvaležna. Veste, ko se spremenite, bodo ljudje mislili, da je nekaj narobe z vami. Ker veste zakaj? Kaj ti ljudje, ki se pritožujejo, godrnjajo, mrmrajo, pritegnejo takšne, ki vedo, da bodo končali v njihovih mrežah. Vi pa morate biti takšna osebnost, za katero se drugi ne bodo zmenili. Niti ne bodo poskušali priti k vam, da bi obrekovali, kajti poznali bodo vaše stališče. Niti ne bodo poskušali vam govoriti nekakšne pokvarjene zgodbe in si pritoževati in mrmrati o vsem. Naj pridejo k vam, ko potrebujejo spodbudo. Naj pridejo k vam, da bodo povzdignjeni in se boste izgrajevali. Dopustite, da pridejo k vam, ko bodo nekoliko potrti na tleh in jih boste razveselili. Bodite svetel žarek, ki sveti v temnem svetu. Naredite odločitev, da kamorkoli greste, da boste razdelili nekaj veselja. In ne pravim vam, da morate biti neznansko veseli in zasanjani. Hvaljen bodi Gospod, vse je tako čudovito, ni nobenega problema, ja. Nekateri ljudje me kar znervirajo. Vendar, če sem sama resnično pristna in če ste vi iskreni, ko vam nekdo hoče povedati neko težavo, nikar ne recite, ne povej mi tega, imaš negativno mišljenje. Prisluhnite jim in jim na tisto povete nekaj pozitivnega. Poslušajte jih in recite, vem, da vas to boli in zavedam se, da je težko, vendar naj vam povem nekaj, kar je nekoč Bog napravil zame, ko sem bila v podobni situaciji. In še nekaj, verjamem, da bo Bog storil isto za vas. Molim vas, da bi Bog pokazal izhod v vašem življenju. Mislim, da je to način, kako bi morali obravnavati takšne okoliščine. In to je tudi eden izmed načinov, da spodbudimo drug drugega. Nikar ne uporabljajte napačnega pristopa, ampak moramo začeti graditi pozitivne spremembe. Godrnjanje slabi, hvala spodbuja. Hvala tudi zmede hudiča.
On je zmeden, ko zažene na vas najbolj gorečo puščico in po vseh naravnih človeških razlogih bi morali godrnjati ter se pritoževati, namesto tega pa se vi zahvaljujete in slavite. Dokazala vam bom. 2. Kroniška knjiga, 20. poglavje, 22. vrstica. Sedaj vidite, da ni nič tako težkega v današnjem sporočilu. Mogoče vam ni všeč, vendar ga boste razumeli in ga ne boste pozabili. Vrstico iz 2. kroniške knjige, 20. poglavje, 22. vrstica uporabim večkrat v različnih sporočilih. Nekaj malega vam bom povedala o ozadju. Jozafat je s svojim ljudstvom bil sredi boja in Bog jim je rekel: Boj ni vaš, ampak je moj. Ustavite se in videli boste Gospodovo odrešenje. Jozafat se je sklonil, da bi slavil, ter je poslal pevce, da so peli in hvalili. In poglejte sedaj 22. vrstica. Prebrala bom samo 22. vrstica. Ko so začeli vriskati in prepevati. Ne, ko so začeli mrmrati in se pritoževati. Ampak, ko so začeli peti in slaviti, je Gospod pripravil zasedo Amoncem, Moabcem in tistim iz Seirskega gorovja, ki so prišli na Juda in so se pobili med seboj. Ali vidite to? Sovražniki so postali tako zmedeni, da so začeli pobijati eden drugega. Božje ljudstvo pa je bilo osvobojeno. Vidite, kako močno je slavljenje? Slava zmede sovražnika. Popolnoma jih zmede. V Svetem pismu je toliko čudovitih tekstov na tematiko zahvaljevanja in slavljenja. Vsake toliko časa preštudirajte Sveto pismo na tematiko zahvaljevanja. Nikoli ne tecite k svojim sovražnikom z napačnim govorom. Ko imate opravka v svojem življenju z velikani, si zagotovite, da z njimi ravnate tako, kakor je David ravnal z njim. Ko je David hotel usmrtiti Goljata, mu je vsakdo okrog njega odsvetoval to. Vendar je on storil ravno to, kar je moral storiti. Kralj Savel je rekel: O, premladci, tega ne moreš storiti. Vsakdo je rekel: nobenih izkušenj nimaš, tega ne moreš storiti. Ljudje vam vedno govorijo, kar ne morete storiti. Vsakdo mi je rekel, da tega ne morem narediti. Vi ne bi verjeli, kaj vse so mi ljudje govorili na začetku, in v resnici, ko so me pogledali, je čisto naraven odziv bil takšen, da jih ne bi mogla soditi. Vendar Bog mi je govoril, in ko slišiš od Boga, lahko storiš takšne stvari, ki presenetijo tebe in vso okolico. Torej je David zgradil globok odnos z Bogom, ko je tam zunaj pasel ovce. Veliko časa je bil sam. Nikar se ne počutite slabo, če imate prav sedaj veliko časa in ste sami. Ne hitite preveč nova prijateljstva. Mogoče vas Bog ima na tem mestu, ker vas vzgaja za nekaj čudovitega in potrebujete ta čas, da postanete resnično blizu njemu. Tako je David bil dovolj blizu Bogu, da je verjel, da lahko ubije velikana. Vsakdo je rekel: tega ne moreš storiti. In veste, kaj je David storil? Zapisano je v 1. Samuelovi knjigi 17. Rekel je: ko sem bil tam zunaj in sem nekoč ubil medveda. In drugič sem prijel leva za grivo in ga ubil. In če sem uspel ubiti medveda in leva, mi bo Bog pomagal ubiti tega velikana. In to je pravi način, kako se moramo tudi mi obnašati. Vem, da mnogi izmed vas imate velikana, ki stoji nasproti vam prav sedaj. Ko se soočite z velikanom, nikar mu ne izrecite napačne besede. Naj vam pokažem, kaj je David rekel velikanu, ko ga je zagledal. 1. Samuelova knjiga 17. Goljat stoji nasproti Davidu, David je soočen z Goljatom. Goljat zaničuje Davida in mu pravi, da ga on ne more niti raniti. Na to je rekel David Filistejcu: ti prihajaš k meni z mečem, sulico in kopjem, jaz pa prihajam k tebi v imenu Gospoda nad vojskami, Boga Izraelovih bojnih vrst, ki si jih zasramoval. Danes te bo Gospod izročil meni v roko, ubil te bom in te odsekal glavo. Še danes bom dal trupla filistejske vojske pticam neba in zverem zemlje, in vsa zemlja naj spozna, da ima Izrael Boga, in vsa ta množica bo spoznala. Dajte, no, ugotovili ste.
Tu je velikan, ampak naj vam povem, kaj se bo zgodilo, naj vam razodenem vašo prihodnost. In vsa ta množica bo spoznala, da Gospod ne rešuje z mečem in sulico, kajti boje Gospodo, kajti dal vas bo nam v roke. In ko je Filistejec prišel, da bi se srečal z Davidom, je David hitro stekel do bojne črte, da se spopade. In mu je seveda odsekal glavo in je zmagal. Lahko vam povem, da tudi vi lahko odsekate glavo vašemu velikanu in zmagate v svojem življenju, pa ni važno, v kakšni bitki ste vpleteni. Naučiti se morate, da izgovorite pravilne besede. Naj vam povem, da je bil čas, ko sem samo sedela in se oklepala sedeža. Tako zelo me je prizadelo, vendar sem izrekla: Bog, slavim te, zahvaljujem se ti, verujem, da deluješ, rekla bom to, kar verjamem, da ti hočeš, ni mi mar, kako je to težko. Izrekla sem, ko so mi po licih povzele solze. Naj vam nekaj povem. Če boste odločni, da postanete svetežarek za Boga, boste naredili čudovit izhod iz svojega življenja. Dajmo Bogu čast. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.